Lep dober večer vsem in znova na Zoomu. Jaz ne vem, vsakič, ko imamo predavanje na Zoomu, mi je vedno tako nenavadno, ko sedim ali pa stojim pred prazno predavalnico in nobenega ne vidim, nobenih odzivov, tako da upam, da bomo vseeno tole naredili zanimivo za vse. Danes sem se res skušala nekako osredotočiti na Berjanskega okrčka, na njegovo varstvo in nekoliko drugače kot lani, ko ste poslušali, ko je imel predavanje o tej vrsti dr. Jure Jugovic. Želela bi vam v bistvu predavati naslov tega predavanja je Komu v resnici zvoni. Zakaj tak naslov, bomo prišli malo kasneje do tega, ampak v bistvu, da vas nekako pripeljem na začetek, bi vas želela vprašati, kakšna je vaša prva asociacija, ko pomislite na metulje, ker tekom te predstavitve bi želela, da ste tudi vi malo aktivni in ne tako, da se vmes mogoče vžigate pa oglašate, ampak da tudi v bistvu sodelujete v eni krajši anketi, ki sem jo pripravila na Mentimetru. Tukaj je povezava www.menti.com in lahko v bistvu v prvi nalogi napišete 5 gesel, 5 asociacij, na katere pomislite, ko pomislite na metulje, na splošno, kaj vam nekako metulj oziroma metulji pomenijo. Lahko pišete v bistvu samostalnike, pridevnike, karkoli in na koncu bomo iz tega dobili nek oblak idej in v bistvu tudi nekako vizualizirali te vaše občutke, ko pomislite na metulje. Potem pa je naslednja nalogica, sklop 5 vprašanj, ki vas malo povpraša, kaj veste o okrčku, če vam je znan, odkot vam je znan. Tako da samo odgovorite, nič pomeni, da se pač z izjavo ne strinjate, oziroma to, ko je skrajno levo, skrajno desno, številka 5 pa pomeni, da se s tem močno strinjate. To imate vse na tej povezavi menti.com. Lahko tudi skenirate QR-kodo, ki je na levi strani. Tekom same predstavitve je pa na voljo še en dodaten sklop za vprašanja, to pa je v Padletu, to je spodnja povezava, kliknete na to in če imate kakršnokoli vprašanje, bomo tam zbirali nekako vprašanja na kup in na koncu bom skušala potem čim bolj točno na ta vprašanja tudi odgovoriti. Če ne bom znala, pa mogoče kdo iz publike ve kaj več. To, da se ukvarjam na splošno z metulji, ne drži čisto točno. Je res, da moja doktorska disertacija se v bistvu nekako osredotoča na vrsto Berjanski okrček, ampak jaz se nikakor ne bi izpostavljala kot nek strokovnjak za metulje. Mislim, da tukaj je dosti drugih ljudi, ki se tukaj bolj prepoznajo. Sem pa zdaj nekaj na metuljih delala in tudi v bistvu sem se nekako našla recimo s to skupino, se počutim domača, mi je prijetno in tudi dostikrat rada zagovarjam, če lahko rečem, njihove pravice. Zakaj v bistvu metulji? Metulji v bistvu izražajo in vzbujajo neko naklonjenost, občudovanje širše javnosti, pojavljajo se vse posod, od morja do visokogorja, najdemo jih na travnikih, poljih, mestih, letajo od zgodne pomladi do pozne jeseni, v bistvu polnijo ta naš prostor s svojo prisotnostjo in lepoto. Koliko so razširjeni, je vedno odvisno od tega, kje se vrste pojavljajo, se pravi od ekologije, rečemo biologi, se pravi, kakšne imajo posebne zahteve do kemijsko-fizikalnih dejavnikov okolja, kot so temperatura, nadmorska višina, kot tudi do bioloških dejavnikov, ki zajemajo predvsem rastlinsko sestavo, recimo njihovih življenjskih okolij. Se pravi, določeni metulji so močno navezani na kakšne rastline, s katerimi se gosenice hranijo, rečemo gostiteljske hranilne rastline ali pa v bistvu na nektarske rastline, ki so nekako glavna hrana oziroma nektar za odrasle metulje. To, da imajo metamorfozo in se v bistvu preko 4 nekako stadijev preobrazijo iz gostenice oziroma iz jajčka v odraslega metulja, navdihuje umetnike že nekaj časa, tako da asociacij, ko pomislite na metulje, mislim, da jih imate polno. In ne vem, če bodo vaše tudi tako pozitivne kot moje, to bomo videli v bistvu na koncu. Pa gremo v bistvu naprej. Na kratko bi vam želela predstaviti v bistvu, zakaj metulji, o kateri metulji bomo govorili, kje se pojavlja, zakaj bomo v bistvu več govorili o tem metulju. Potem nekaj o naših raziskavah, ki jih tukaj na oddelku in tudi z zunanjimi sodelavci izvajamo glede ekotipov, geografske
oddaljenosti, nekaj malega o genetiki, o varstvu in učinkovitosti varstva na splošno v Sloveniji in v bistvu nekaj tudi o komunikaciji znanosti in idej za naprej. Se pravi, zakaj metulji? Metulji niso samo v bistvu paša za oči, ampak so znanilci zdravega okolja. Izpostavljam to, ker je to izjemnega pomena, da se v bistvu vidi metulje širše, kot del ekosistema. V ekosistemu imajo točno določeno vlogo in kako odražajo zdravje ekosistema, lahko najboljše vidimo, kako so prisotni v določenem okolju, se pravi z diverziteto, raznovrstnostjo, z svojo številčnostjo, z povečanjem te številčnosti ali pa prisotnosti iz enega v drugo leto. Se pravi, poleg tega, da so znanilci zdravega okolja, so tudi bioindikatorji, kažejo, kako je stanje določenega okolja. So tudi potencialna krovna skupina za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Krovna skupina v bistvu pomeni, da z varovanjem recimo metuljev in njihovih življenjskih prostorov varujemo tudi habitate, življenjske prostore mnogih drugih vrst. Zakaj? Metulji so kompleksni v bistvu glede svoje zahteve, glede rastlin, s katerimi recimo se prehranjuje gosenica ali pa recimo odrasli metulj. In če varujemo njihov prostor, varujemo ne samo to vrsto, ampak res širše območje tudi tega habitata. So tudi mogoče spregledani opraševalci. Med opraševalce zelo radi naštevamo čebele, čmrlje in kakšne podobne v bistvu živali, metulje pa redko kdaj. In tukaj na desni strani vidite eno sliko, ki v bistvu prikazuje eno od orhidej, ki ima zelo dolg nektarij. Že Darwin je v bistvu v svojih raziskavah to rastlino nekako opazoval in predvidel, da mora imeti v bistvu zelo specifičnega opraševalca, ki ima tako dolg krilček, da lahko seže od tega nektarija globoko v bistvu not, da nekako doseže vse te sokove, to nagrado, ki jo rastlina ponuja pri opraševanju. Samega opraševalca pa recimo ni potrdil. Kasneje so seveda našli tega metulja, ki je sicer pač nočni, in so ga tudi poimenovali v bistvu Xanthopan morgani predicta, zaradi tega, ker je v bistvu že nekako Darwin predvidel njegov obstoj, kljub temu, da ga recimo niso našli še takrat, oziroma ga ni našel. Jaz sama pa dostikrat želim in tudi okrčka nekako promoviram, da lahko rečem, kot karizmatično vrsto. Meni je vsekakor karizmatičen. In ne samo zaradi svoje redkosti, tudi v bistvu zaradi tega, kako se pojavlja v Sloveniji v bistvu na takih res edinstvenih habitatih, je izjemen in mislim, da bi bil celokupno lahko odličen primer za samo promocijo, tudi Slovenija na splošno. Kako pa lahko skrb za eno ogroženo vrsto pripomore k ohranjanju narave in zakaj varovati barjanskega okrčka? To so pa vprašanja, ki jih dostikrat dobim in se dostikrat nekako ustavim, razmišljam, kako to nekako najbolj lepo ali pa recimo jasno povedati, zakaj preučevati neke vrste. Zvezda današnjega večera, barjanski okrček, je metulj, ki ga vidite v bistvu tule na sliki. Kako izgleda, je tudi vprašanje, ki ga dostikrat dobim. Tukaj lahko zdaj zelo dobro predstavim njegov izgled. Mogoče bo marsikdo rekel, da ni nič posebnega, ampak recimo se ne bi mogla z vami strinjati, se opravičujem, tole pa je bila neka tehnična. Če pogledamo njegovo zgornjo stran kril, sicer vidimo, da se pojavlja v odtenkih rjave, temno rjave barve, medtem ko spodnja stran je pa res tista, ki je v bistvu značilna lepa. In to je ta značilen vzorec v bistvu očesc, ki so vpadljiva, velika, črna z srebrno notranjostjo, obdana z tako zlatim sijem, da rečem. Vidimo tudi, da so v bistvu samčki na levi strani razlikujejo od samic, ki jih vidimo na desni strani, tudi po tej beli lisi, ki sicer ni vedno prisotna, ampak recimo vidimo razlike med samci in samicami. Sam vzorec na krilih pa je variabilen tako v številu očesc, kot tudi v njihovi velikosti. Načeloma velja, da imajo samci krajša in širša krila, to jim pomaga, da lažje manevrirajo med samim patruljiranjem, ko iščejo samičke.
se pravi, ko se vozijo med rastlinjem, medtem ko samičke imajo pa v bistvu ožja in daljša krila, imajo bolj sedentaren način življenja, več mogoče počivajo, tudi zaradi tega, ker so nekoliko težje, ker nosijo v bistvu veliko jajčk, ki jih potem odlagajo. In dostikrat smo tudi, značilno je tudi, bomo tako rekli, da imajo več od 60 krilih, ki jim nekako služijo kot obrambo, v primerjavi recimo samci. Skrajno desno imate tudi nekaj sorodnikov barjanskega okrčka, ker moj nečak, ko sem mu povedala in pokazala, kak je ta metulj, je rekel, pa vse tega sem pa jaz že dostikrat videl, ne. Ja, mogoče res vidimo dosti nekih sorodnikov barjanskega okrčka, tudi na naših travnikih, še posebej lahko izpostavimo malega okrčka in grmiščnega, ki sta mogoče res med pogostejšimi dnevnimi metulji. Spodnjega pa vsekakor ne, ki je pa recimo še redkejši od barjanskega, to pa je munčev okrček in ga lahko najdemo samo na eni lokaciji v Sloveniji, to je v bistvu v rezervatu Zelenci pri Kranjski gori. Zelo pomemben je življenjski krog barjanskega okrčka. Ima eno generacijo na leto, to pomeni, da je univoltina vrsta in večino svojega življenja v bistvu preživi kot gosenica. Zato je zelo pomembno, da ima na voljo dovolj hranilnih rastlin. Kaj gosenice jejo? Jedo v bistvu travolike rastline iz družin ostričevk, ločkovk, trav. Odrasli metulji, ki jih pa pač največkrat prepoznamo le kot ko v odrasli dobi, ne, metulja, pa se pojavljajo nekje od sredi junija do tam začetka julija, nekaj dni še tudi v juliju, no, lahko tudi kak teden, nekoliko zavisi od sezone, ampak recimo za Slovenijo približno veljajo ta obdobja, ki vam jih bom nekako navedla. Se pravi, v sredini junija začnejo letati odrasli metulji, najprej samci, potem se pojavijo še samice, se sparijo, tukaj imamo na sredini prikaz parjenja in samičke odložijo oplojena jajčeca posamično na rastlinje. Jajčeca se recimo približno po 2 tednih se iz njih razvije zelo, zelo majhna gosenica, tako da gosenice so recimo na travniku prisotne že tam od sredine junija. Tukaj na slikci vidite gosenico, ki bo popapcala svoj jajčni ovoj za dodatno energijo in te male lačne gosenice niso mobilne, se pravi, ne morejo potovati na neke dolge razdalje, zato je res pomembno, da imajo v bližini dovolj hrane in jedo, se prečujem tam do pozne jeseni, ko se tudi njihova barva nekoliko spremeni iz zelenkaste v rjavo. Lahko jih najdemo na travniku tam do konca oktobra, tudi v začetku novembra se jih še da videti, ko se hodijo sončit na višje ležeče te travne bilke. Potem pa gosenice čez zimo prezimujejo v listnem opadu, se pravi spijo in se zbudijo šele na začetku pomladi. Začetek marca, ko se začnejo spet hraniti, so lačne, dolgo so spale, veliko hrane mora biti na voljo, da lahko nekako zrastejo do svoje velikosti in rjava barva spet začne zginjati in jo začne nadomeščati zelena. Gosenice jejo, se hranijo in tu imamo recimo sliko gosenice tik pred zabubljanjem, ko v bistvu to končno velikost doseže konec maja, se zabubi in recimo po nekih 20 približno dneh se razvije odrasel metulj. Tukaj na sliki imamo samičko, ki se je pravkar izlegla, spodaj imamo še lev, bube, ostanek bube in samičko, ki napenja svoje krila in je pripravljena v bistvu za sam let. Te čudovite fotografije je posnela Tatjana Čelik in sem si jih dovolila sposoditi za to prezentacijo. Tako, kje pa najdemo našega barjanskega okrčka? Celokupno bi lahko rekli, da je okrček precej široko ali pa splošno razširjen. Od Pirenejev na zahodu do Kitajske, Koreje, Japonske na vzhodu. Je pa dejstvo tako, da je v Aziji vrsta zelo slabo raziskana, pojavljajo se samo v bistvu podatki o prisotnosti, zelo malo o velikosti populacije. V Evropi pa kljub temu, da deluje, da je široko razširjena, veliko držav je tule naštetih, se pravi, imamo populacijo v Franciji, Nemčiji, Liechtensteinu, Avstriji, Italiji, Sloveniji, Hrvaškem, Madžarskem, Poljskem, Ukrajini, Belorusiji in Rusiji. Gre za zelo
majhne, izolirane populacije. Se pravi, v bistvu vrsta je res visoko ogrožena. Na splošno Barjanski okrček poseljuje nižinske mokratne travnike, temu tudi rečemo vlažni habitati v večini te svoje razširjenosti in le na nekaterih območjih, na majhnem delu areala, ki zajema v bistvu Italijo, Slovenijo in Hrvaško, pa poseljuje tudi zaraščajoča se suha travišča, ki so v bistvu imenovani tudi suhi habitati. Zakaj je Slovenija tukaj, recimo nekako, zakaj jo izpostavljam? Zato, ker v bistvu Slovenija v več točkah slovi po svoji edinstvenosti. Imamo Bled, imamo človeško ribico in imamo Barjanskega okrčka. In samo Slovenci imamo tako vlažne in suhe habitate Barjanskega okrčka. In smo v bistvu v tem pojavljanju prav edinstveni. Ne vem, zakaj se naj bi s tem tudi pohvalili. V Sloveniji so torej populacije Barjanskega okrčka ekološko vezane na dva različna habitata. Če pogledamo to še geografsko, vidimo, da so vlažna travišča in barja vezana na osrednji del, recimo Slovenije, to je Ljubljansko barje in okolica, recimo okolica Gresuplega. Potem pa še na zaraščajoče se suhe travnike, v bistvu zahodnega dela Slovenije, kjer ločimo 3 območja, se pravi Slovensko Istro, Kras in Goriška Brda. Tip habitata je različen po sestavi recimo rastlin, po številčnosti hranilnih rastlin, tudi v bistvu po temperaturi. Tako da je kar nekaj razlik med habitati. In zato je v bistvu Barjanski okrček res poseben in edinstven v Sloveniji, ker je habitatni specialist z 2 različnima ekotipama. To pomeni, da je prilagojen na specifične ekološke razmere in so populacije vezane v bistvu ali na suha travišča ali na vlažna, na kar v bistvu lokalno tudi delujejo selekcijski pritiski, ki so zelo lokalni. Kaj še radi poudarjamo, da brez poznavanja biologije vrste in stanja populacij nimamo učinkovitega varstva, zato so naša izhodišča pri varovanju oziroma pri idejah za varovanje Barjanskega okrčka izhajale iz tega, da je treba vrsto najprej poznati. Kar nekaj se je že delalo na vrsti v bistvu v Sloveniji, od tega, da se je popisovala velikost populacij, izvajajo se obdobni monitoringi populacij, potem sklenjene razširjenosti. Vrsto se spremlja v okviru Nature 2000 habitatov, tudi v bistvu se preučuje habitate, rastline, kup enega ozadja, že preden smo začeli mi delati, ko smo v bistvu se lotili nekako ekotipov in nekega razločevanja v bistvu te regionalnosti Slovenije, se pravi, kako vplivajo te vlažni, suhi travniki na genetsko recimo strukture populacij. Vse to bi nam naprej služilo za še boljšo nekako opredelitev naravovarstvene ocene populacij Barjanskega okrčka. V Sloveniji je varstveni status Barjanskega okrčka sledeč. V Evropi sodi med 15 najbolj ogroženih evropskih metuljev in je tudi na rdečem seznamu, tako Evrope kot recimo Slovenije kot prizadeta vrsta. To pomeni, če pogledate spodnji trak ogroženosti, da se nahaja med kategorijami prizadetih oziroma ogroženih vrst, je v višji od kategorij, lahko rečemo, in se v bistvu kar vztrajno bliža koncu te kategorije, ki se, v bistvu zadnja kategorija je izumrla vrsta, kar je v bistvu res zastrašujoče in upamo, da se to ne bo zgodilo. V Sloveniji je nadalje okrček zavarovan tudi z uredbo o zavarovanih vrstah, z Nature 2000 območji, z Bernsko konvencijo. Varuje se v bistvu tako habitat, kot v bistvu vrsto samo. Je pa to dovolj? Mislim, vedno si želimo zvedeti več, ker več kot vemo, bolj učinkovito lahko vrsto varujemo. Z morfometrijskimi analizami smo v bistvu skušali nekako razjasniti, kako vplivajo te razlike med habitati, recimo glede na
to, kako smo preučevali krila, kako smo jih merili, kakšne so razlike med suhimi in vlažnimi travišči. Veste, da se preučuje recimo krila najbolj zato, ker imajo eno bolj vidnih funkcij, se pravi od letenja, termoregulacije do v bistvu neke komunikacije ali pa recimo izogibanja predaciji. In smo ugotovili, da velikost kril v bistvu odraža neko razliko med habitati. Je večja na vlažnih habitatih napram suhih, tudi verjetno zaradi tega, ker je tam številčnost in kvaliteta hranilnih rastlin večja. Velikost samih očes na krilih je tudi različna med samih habitati. Pri samcih je relativna velikost očes na suhih habitatih večja napram vlažnim, medtem ko je pri samicah na vlažnih habitatih večja. Med ekotipoma v bistvu so določene sicer razlike, mogoče manj opazne kot razlike med samima spoloma, ki smo jih našli v bistvu več, pa nekaj sem jih že tudi omenila na začetku prezentacije, ko sem vam skušala orisati, kako izgledajo samci in samice. Nadalje pa je sama genetika tudi prinesla v bistvu neke rezultate, v bistvu sama struktura, recimo populacij je zanimiva. Izkazalo se je, da so vse 4 preučevane regije zelo genetsko pomembne, pomembni genetski bazeni z edinstvenih haplotipi. Se pojavlja recimo neka, da rečemo, varianta alelov oziroma zaporedij, ki so skupne vsem lokacijam, se pravi neke različice, ki so skupne, in potem nekatere, ki so zelo unikatne, se pojavljajo samo na določenih območjih. Tako se lahko Ljubljansko barje pohvali z posebnostmi v bistvu teh različicah, v teh variantah zaporedij, kot tudi recimo Kras, ki lahko vidimo, da ima precej nekih posebnih značilnosti. Bom jaz skočila kar na tole sliko, ko mogoče še malo bolj jasno pove, kaj se v bistvu dogaja. Ne se ustrašiti, ni tako kompleksna, kot zgleda. V osnovi bi vam želela prikazati v bistvu, kako se recimo nekako sploh bere takele grafikone. Ta osrednji najbolj pogost, mislim, največji krog z različnimi barvami predstavlja v bistvu vse 4 populacije v Sloveniji, ki so označene z različnimi barvami. Ljubljansko barje je recimo črno, Istra šrafirana siva, potem tukaj imamo Kras v belem in v sivem Goriška brda. In vidimo, da ta zvezdasta oblika z centralnim haplotipom, kot ga imenujemo v genetiki, se pravi to isto različico, je prisotna v vseh 4 regijah. In to v bistvu odraža neko skupno zgodovino. Potem pa ima vsaka od teh geografskih lokacij neke svoje različice. Recimo Ljubljansko barje ima 2, ki se imenujeta C12, C4, potem Goriška brda ima 3, Kras jih ima precej, Istra tukaj na tej sliki sicer nima nobenega, ker so zajete vse regije, in težava je bila v bistvu recimo presek podatkov, no, čisto tako tehnično. Medtem ko na tej drugi sliki, ki predstavlja isto zgodbo na drugih, manjše število markerjev in je mogoče več podatkov vključenih, pa vidimo, da ima tudi Istra neke svoje edinstvene lastnosti. Se pravi, vsako geografsko območje se lahko ponaša z nečem edinstvenim. Spodnji 2 slike pa nekako predstavljata še malo širšo, razširjeno zgodbo. Se pravi, kako je z slovenskimi populacijami, glede na vse ostale podatke, ki jih je bilo mogoče dobiti, se pravi populacijami iz Evrope ali pa tudi Azije. In lahko vidimo, da recimo tukaj se našim podatkom, ki so zelo v bistvu raznoliki in lepo nekako prikažejo to raznolikost, genetsko raznolikost, z modro šrafuro doda še recimo nekaj francoskih populacij in z zelenim oblačkom so označene azijske. Medtem ko na tej sliki, ki imamo pa nekoliko več podatkov, imamo pa v bistvu podatke še južnega, severnega, zahodnega dela Alp in tudi Azije. In lahko vidimo, da se slovenski podatki kar dobro recimo nekako ujemajo tudi z razširjenostjo, ki jo je mogoče najti recimo v severnem, južnem, severnem in zahodnem delu Alp in tudi v Aziji. In potem še nek drug center razširjenosti, ki pa v bistvu je nekako del kraških populacij in tudi recimo italijanskih.
Zdaj, da mogoče malo več povem, zvezdasti vzorci, ki jih vidimo, pomenijo, da je bil center razširjanja skupen, se pravi, so se te populacije razširile iz majhne populacije na večje območje. In to območje je bilo očitno res široko, ker v bistvu se kažejo podobni haplotipi, recimo ne samo v Sloveniji, ampak tudi Evrope, pa tudi proti Aziji. Se pravi, je moglo biti nekako to območje povezano. In nadaljno se je zgodila z fragmentacijo, zmanjševanjem v bistvu te povezanosti, neka izolacija teh habitatov, da so razvile še neke posebne unikatne lastnosti. Načeloma bi lahko bil razlog zadnji cikel ledenih in medledenih dob, ki so povzročali ta širjenja in krčenja habitatov in v bistvu razdeljevali populacije, omogočali različne, recimo tudi, sekundarne stike, kot se vidi pri kakih drugih taksonih. Se pravi, hitre rasti iz majhnih populacij in v bistvu potem nekaj časa tudi za obnovitev, recimo, ali pa nastanek nekih novih lastnosti. Kaj je pomembno pri tej sliki celokupno je, da prepoznamo, da je genetska pestrost Slovenije izjemna. Se pravi, zelo bogato doprinese k celotni pestrosti, razširjenosti vrste in je zato v bistvu pomembno, da tudi varujemo ne samo celotno vrsto, ki je splošno pač široko v smislu razširjena, ampak tudi lokalne populacije. Zato lahko v bistvu samo z poznavanjem nekih takih podatkov, ki temeljijo tudi na genetiki, podamo mnenje in skušamo nekako utemeljiti, da se prepozna tudi varstveno-ohranitvene enote. To so v bistvu evolucijske pomembne enote, ki omogočajo tudi nek lokalni razvoj za namene ohranjanja nekega adaptivnega potenciala vrste. In Slovenijo prepoznavamo kot recimo eno tako posebno enoto z 4, predlagamo še dodatno 4 upravljalske enote. To so nekako pa ožji okviri, ki združujejo populacije določenih teh izoliranih območij in aktivnosti bi ne bile vezane potem na te manjša območja, ker je tudi bolj izvedljivo, da lahko dejansko varstvo izvajaš. Zakaj vam to sploh razlagam in kaj se z okrečkom dogaja v Sloveniji? Nimamo nekako dovolj časa, da bi se dotaknili vseh teh območij nekako v detajle, zato sem se odločila, da vam predstavlja dve območji, eno vlažno in eno suho, Ljubljansko barje in severno-zahodni del Krasa, s tem, da bo na Ljubljanskem barju poudarek na lokaciji oziroma na populaciji, ki jo imenujemo Mostišče, in na Krasu poudarek na populaciji opatjega selja na Cerju. Želela bi vam v bistvu za vsako od lokacij predati kratek pregled. Samo sekundico. Okay. Kaj se je dogajalo in v bistvu potem dalje iz tega izhajati. Se pravi, na Ljubljanskem barju je veljalo, da je bilo do 90-ih let 20. stoletja samo območje pojavljanje beranskega okrečka precej razpršeno in v bistvu široko, zajemalo je vse 10 območij, ki so se seveda zmanjševala. Po 1990. letu je bil okreček omejen le še na jugovzhodni del barja, do 2010 je še bila vedno nekako prisotna največja metapopulacija v Sloveniji na 10 območij, ampak velikosti krp so variirale, so se manjšale tam od 0,3 do 6,21 hektara, celokupno recimo 48 hektarov, ki se je do 2004 zmanjšalo na 7 hektarov in samo na 2 območji. Še leto kasneje se je še to zmanjšalo na samo 3 nahajališča, se pravi na Mostišče, Podvin in Želimeljsko dolino, in lahko vidite, da že ena od teh lokacij je imela prisotno samo eno žival, enega samca, kar je seveda pač zapisano temu, da je izjemno slabo stanje. Potem 2018 samo še 2 potrjeni nahajališči, Mostišče, kjer v bistvu tudi populacija pada, in recimo Podvin z samo 3 samci, 18 osebkov 3 let prej na 3.
Se pravi, zaskrbljujoče stanje, ne? Samo še ena neka populacija vlažnega habitata in sicer tu na Mostišču z 383 osebki na Barju. Kaj pa na Krasu? Ja, stanje je bilo mogoče malo bolj optimistično, da rečemo. 2009 se je v bistvu v monitoringu popisalo 341 osebkov, tudi širšo prisotnost se je nekako pregledovalo in se je potrdilo kar nekaj na 14% skoraj v bistvu prisotnost vrste. 2011 se je tudi preverjala razširjenost, 2015 je bilo številčnost živali 309 na območju Cerja in prisotnost recimo na ploskvah 44,8%, se pravi večja od tistega, ko smo ga zaznali 2009, deloma tudi zaradi tega, no, ker je bilo tisto leto mogoče slabši vremenski pogoji, kar seveda vpliva na metulje. 2017 so v enem obisku, v enem transektu popisali 84 metuljev, 2019 pa 422. Za Cerje kar gre, da se številke povečujejo in prisotnost celo na 68% pregledanih ploskvah. Potem se je pa avgusta 2019 v bistvu zgodil požar na Cerju, ki je uničil obsežen del površin. Pri nas doma radi rečejo, ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Ni bilo, da ne rečemo glih dobrega scenarija oziroma dobre napovedi za našega okrčka. Zakaj je prišlo do vseh teh upadov? Kar nekaj lahko pripišemo slabim praksam gospodarjenja, od osuševanja tal, recimo značilno za Ljubljansko barje, do recimo urbanizacije pašništva, agromelioracije, se pravi preurejanja zemljišč in spreminjanja namembnosti, to velja za obe območji. Recimo še bolj specifično recimo v vinograde, oljčnike in druge nasade, recimo na Krasu. Potem problem je redna košnja. Prav med julijem in avgustom, ko imamo v bistvu živali, ali odrasle, ali jajčka, ki so nemobilne, ali male gosence, ki so nemobilne, v bistvu prisotne na travniku. In ne samo, da se v bistvu pokosi njihov v bistvu prostor, te živali se dostikrat še hitro pobere in zbalira in odnese s travnikov. Potem uporaba kemičnih sredstev izjemno negativno vpliva, gnojenje, opuščanje uporabe zemljišč, po drugi strani je pa drug pereč dejavnik. Se pravi, imamo intenzifikacijo in v bistvu opuščanje zemljišč na drugi strani. Dva nasprotujoča si v bistvu dejavnika. Potem imamo pa še dodaten dejavnik, ki je nepredviden. Se pravi, ekstremne naravne dogodke, ki so tako recimo suše kot požari, ko smo videli recimo na Cerju, in potem še prisotnost invazivnih rastlinskih vrst, ki zelo rade določene habitate, tudi okrčkove, v bistvu naselijo svojo prisotnostjo in ker so invazivne, so dostikrat bolj uspešne kot kakšne druge in se pretirano razrastejo. Zdaj bomo šli malo na Ljubljansko barje in sicer na Mostišče, ker bi vam lahko želela povedati v bistvu eno neverjetno zgodbo, bi rekla o uspehu, ki me je prav v bistvu navdušila in jo pač moram v bistvu deliti tudi z vami. In sicer, kaj so se lotili? Lotili so se reintrodukcije in suplementacije, to je bil projekt res daljšega obdobja, ni prišlo kar iz danes na jutri. In kaj so naredili? V bistvu so za barjanskega okrčka želeli dodati recimo osebke v obstoječo populacijo, tako da v bistvu človek pomaga, da se določena populacija, tukaj konkretno na Mostišču, okrepi in na drugi strani vzpostavi nov, v bistvu star habitat, kjer je vrsta izginila in ga ponovno obuditi k življenju. Postavili so v bistvu rastlinjake, to prava beseda, gojilnice, v katere so prinesli travno rušo iz terena, iz tega primarnega habitata, jo primerno v bistvu obdelali, namočili, da so izločili recimo potencialne predatorje, ki so se skrivali v vodi. Potem pa so v bistvu to rušo izpostavili v gojilnice in not prinesli samičke barjanskega okrčka, da so odložile jajčka in potem samičke odnesli nazaj.
Jajčka so se v bistvu potem razvijala v male gosenice, ki so lepo se prehranjevale na tej travni ruši, in ko so se v bistvu gosenice zabuble, so jih, tako kot vidite na spodnji sliki, z celotno bubo na palčki v bistvu so jo prenesli v naravni habitat, ali mostišče ali v bistvu ta nov vzpostavljeni habitat, zaščitili bube z reintrodukcijskim šotorjem, recimo, prenesli in nekako gledali, kako bo v bistvu se populacija nekako popravlja. To je v bistvu bilo vloženo neverjetno veliko truda, ki je zahtevalo tudi seveda veliko znanja, veliko predanosti in ni šlo vse gladko, bilo je kar nekaj v bistvu recimo plenjenih bub, ker pač naravni dejavniki so taki, da tekom recimo razvoja ene vrste je med stadiji tudi različno izgub, ampak tukaj lahko vidimo, kako se v bistvu gosenica pripravlja na bubljenje in recimo tu je buba, ki že ima lepo razvita krila. Kaj so v bistvu nekako ugotovili oziroma dosegli z to zgodbo? 2020, v bistvu to je bila uspešnost izleganja metuljev 70% in 2021 že 84%, se pravi, se je ta procent še povečal v 2 letih, ko delajo reintrodukcijo in suplementacijo, in glede na v bistvu število osebkov, ki se je v bistvu od 2018 vztrajno manjšalo, se je nekako zdaj ustavilo na številki 283, predvsem zaradi tega, ker se te populacije recimo na mostišču pomaga, ker če ne bi zgodbe 2019 verjetno samo upadala. V novo vzpostavljeni populaciji pa zaenkrat živelo 71 osebkov, želja je, da se v bistvu populaciji pomaga še naprej, da Barjanskega okarčka na Barju obdržimo. Potem pa imamo še en drug kontraprimer. Zdaj sem vam želela pokazati, koliko truda je bilo v bistvu vloženega v to, da se recimo okarčka nekako obdrži na Barju. Enkrat vmes je bil en dogodek, ki ga pač tukaj moram izpostaviti, da mogoče postavim širše ogledalo naši družbi. Kaj se je zgodilo? Povedala sem vam že, kaj vse ogroža okarčka. Preko mnogih projektov na to dostikrat opozarjajo, tudi glede recimo upravljanja teh območij. In 2014 se je zgodilo, da je bila namočenost tega območja precej visoka, tako poleti kot jeseni, in je bila recimo košnja, ki je drugače na tem območju vsakoletna, onemogočena. In že leto kasneje se je zaradi tega, ker je ugodno za okarčka, da se ne kosi tako redno in ne celotnega habitata, zrasla njegova številčnost za 2,5-krat, in sicer na 520 osebkov. V bistvu če rečemo, dosti manj truda, če bi se neke take v bistvu smernice dalo recimo širše upoštevati. Pa če gremo še malo na Kras, recimo na Cerje, kaj se je v bistvu zgodilo? Avgusta se je razširil požar na to rdeče označeno območje. Z modro pa vam predstavljam v bistvu območje, ki je bil recimo, kako se to rečem, območje, kjer se je izvajal obdobni monitoring 2009, in recimo z zeleno je območje monitoringa, kjer se spremlja populacija Barjanskega okarčka 2005. Se pravi, je požar segel kar precej na samo območje, in kaj smo se odločili, da je treba v bistvu zdaj populacijo po požaru seveda spremljati. In smo v bistvu zdaj že 2020, se prečujem, v bistvu prvič izvedli popis oziroma popis metuljev, da bi ocenili številčnost na tem širšem območju, in kaj se je v bistvu ugotovilo, da je res požar imel precej negativen učinek na večji del populacije, ker upad je bil 75%. Se je pa recimo popisalo 147 metuljev na tem območju. Popisovalo se je sicer ne samo na pogorišču, ampak tudi zunaj njega, da se v bistvu nekako vidi, kakšna je možnost v bistvu, da se okarček
vrne na to požarišče in so se gledali tudi preleti, kako daleč lahko okrček nekako leti, pa v bistvu naseli tudi te habitate. Zdaj več kot toliko še ne vemo, ampak upamo, da bodo prihodnja leta nekako pokazala, kakšna bo možnost in prihodnost tega območja. Še ena zelo ugodna zgodba pa je v bistvu to, da smo v okviru projekta Green izvedli fokusno skupino z upravljavci tega območja, ker smo se skušali v bistvu prav pogovoriti z lokalno skupnostjo, kako s tem območjem upravljati, da ga ne bo zdaj ta požar je v bistvu ščistil površine, ki se znajo zelo hitro zarasti, recimo z invazivnimi vrstami, ki so tam precej prisotne, pa jesen recimo je ena glavnih problematičnih. Kako v bistvu upravljati to območje, da bo še vedno primerno za barjanskega okrčka in bo to tudi v interesu lokalne skupnosti, ker učinkovitega varstva brez podpore lokalne skupnosti žal ni. In občina Mirjen Kostanjevica je lastnik večine tega območja. Tako da v bistvu je to dobro, ker lahko imaš mogoče sogovornika, ki te pri tem podpre. Odzivi so bili dobri na tej skupini, pravijo, da bodo spodbujali kmetijsko rabo v bistvu na primernih zemljiščih, ne seveda povsod. Upoštevali bojo tudi v bistvu gospodarjenje z gozdovi, protipožarno varnost in preprečevali recimo vožnje z motornimi vozili v tem naravnem okolju. Kako točno bomo v bistvu tukaj varovali okrčka, se še nismo nekako uspeli dogovoriti konkretno, ker to pač zahteva kar nekaj časa. Ampak osnovne ideje so bile nekako dane na mizo, o tem se bomo pogovarjali in upam, da bo tudi tukaj kakšna zgodba o uspehu nastala v prihodnosti. Se pravi, niso samo slabe stvari, imamo tudi dobre prakse, od tega, kar sem vam zdaj povedala, reintrodukcije, suplementacije, do tega, da se recimo na Cerju tudi intenzivno odstranjuje invazivne vrste, da se v bistvu ne zaraste območje z nepravimi rastlinami. Še veliko drugih ukrepov je bilo recimo sprejetih na Barju preko različnih projektov in tu imate v bistvu napisanih ene par, V glavnem veliko se dela v bistvu na tej vrsti. Ni pa dovolj samo, da se dela, treba je v bistvu nekako razmisliti, zakaj sploh moramo toliko poudarjati v bistvu samo varstvo. Jaz mislim, da osnovni problem izhaja iz te slike, ki jo vidite spodaj. Iz te piramide, ko je človek v bistvu na vrhu vsega. Človek delegira vsem ostalim živim bitjem, kako in kaj. Načeloma je to zelo napačno gledanje na svet, če lahko tako rečem. Človek v bistvu ni vladar vsega, ampak v bistvu vedno sobiva z vsemi živimi bitji. In če bi imeli perspektivo sobivanja, bi bile določene stvari tudi precej mogoče lažje ali pa mogoče boljše sprejete. Delo varstvenega biologa ni enostavno, ker v bistvu varstvena biologija se nahaja tu prav v preseku mnogih recimo panog in vej, od tega, da moramo v bistvu poznati samo fizično okolje, ki ga je treba varovati, se pravi od geografije, kemije, geologije, fizike, do recimo socialnih znanosti, antropologije, sociologije, ekonomije, tudi filozofije. Potem so pomembne recimo tudi aplikativne panoge, kot so recimo, gozdarstvo in želja recimo, upravljanja z življenjem ali pa z divjimi živalmi. Potem neke osnovne znanosti, temeljne znanosti so nam vedno izhodišče za študij. In seveda potem še sama politika in v bistvu, da rečemo tudi mogoče duh časa. Tukaj se varstveni biolog skuša prekopati do najboljših rešitev. In najboljše rešitve se lahko v bistvu zgodijo, če dobro komuniciramo. Da v bistvu po naših, ali pa recimo, tudi po mojih izkušnjah, je v bistvu pozitivni pristop vedno dober in v bistvu, da se gre v smeri razreševanja recimo nekih konfliktov. Tudi veliko je na tem, da čim več izobražujemo. Varujemo pa lahko samo, če varujemo v bistvu na območju, kjer so tudi lokalne skupnosti nekako temu namenjene. Treba je upoštevati, da ni nujno, da so naša izhodišča enaka. Treba je upoštevati recimo piramido osnovnih potreb.
Se pravi, ko so določene osnovne potrebe nekako zadovoljene, se pravi te fiziološke, ki jih nadgradimo z potrebami po varnosti, ljubezni, pripadnosti, spoštovanju, lahko v bistvu tudi potem govorimo o nekem samouresničenju in v bistvu tudi potem o samem varstvu. Zdaj, če to zelo karikiram, ne moremo verovati recimo enega jelena, če pred ljudmi ali pa lokalno skupnostjo, ki je stalno lačna. Tako da treba je tudi recimo take stvari upoštevati, vzeti v obzir in najti neke ugodne rešitve. Potem pa se pojavlja še en sindrom, ki je kar precej pogost, mislim, da kar pri širši družbi, in to je sindrom, ki ga imenujemo NIMBY, se pravi not in my backyard. Dostikrat smo zelo za samovarstvo, zelo se strinjamo, podpiramo, dokler ne pride v našo neposredno bližino, dokler ni na nas, da moramo nekaj storiti, korak naprej, v bistvu prestaviti te zadeve. Takrat je pa, čakaj malo, to pa ne vem, če bo šlo. Zdaj ne vem, če je tole lih najboljši primer, ampak ko sem povedala, da bom imela predavanje o Barjanskem okrčku, sem dobila tako en komentar, to pa je tisti metulj, zaradi katerega ne moremo imeti obvoznice v Škofljici. Ja, to je ta metulj, ampak upam, da sem vam lahko osvetlila, da je zgodba veliko bolj kompleksna kot to. Razumemo, vedno je treba razumeti lokalne potrebe, izhajati iz lokalnih potreb. Potreba očitno po neki obvoznici je. Ni pa treba, da je ta potreba v bistvu kar na prvo žogo narejena in v bistvu, da ta potreba povozi vse ostala živa bitja, da temu rečemo. Bila je narejena v bistvu zelo dobra študija, ki je tudi zelo jasno pokazala, kako bi taka obvoznica vplivala recimo na sam Nature 2000 območje na splošnem in tudi na Barjanskega okrčka. In res neposredni bližini prav te predvidene obvoznice je v bistvu to zadnje nahajališče vlažnega habitatnega tipa oziroma ekotipa vlažnega habitata Barjanskega okrčka na Barju. Tako da stvari so kompleksne, njih enostavno reševati in tukaj je treba veliko potrpljenja, veliko komunikacije. Jaz mislim, da vsi, ki delamo na teh ogroženih vrstah, se tega zavedamo, tukaj res skušamo čim bolj jasno tudi komunicirati, ampak včasih se zdi, da se stvari kar malo preveč poenostavljajo. Bodite strpni, tudi če ste mogoče na drugi strani. Pomembno je tudi, da se čim bolj v bistvu nekako promoviramo tudi iz vidika, kaj delamo, kako delamo, da smo prisotni, ne vem, mogoče tudi v medijih. Tukaj vam dajem dva primera, se pravi, ta biološki večer je ena taka, upam, da pozitivna komunikacija, v bistvu v dobrobit okrčka. Tukaj na strani Poljube projekta imate zelo taka lepe usmeritve pa navodila, kako lahko vi pomagate pri tem, da v bistvu se vrste dodatno ne ogroža. Mogoče tudi, da vi komunicirate, v bistvu se pogovarjate, govorite v prid temu, da se mogoče ne kosi tako na gosto, ne vem, sem odprta tudi za kakšne druge predloge. Dejstvo je, da noben človek ni otok povsem sam zase in je vsak človek del celine, del kopne zemlje. In če morajo odplavi grudo prsti, je Evrope manj. In tako naprej. Se pravi, kaj hočem povedati tudi z naslovom, komu zvoni, ne zvoni samo v okrčku, v bistvu zvoni nam vsem. Tako da je prav, da nekako se tega zavedamo. Hvala vsem, ki se dnevno postavljate v bistvu naravi ob bok in ne nad njo. In mnenja sem, da moramo verovati prav vsak košček biodiverzitete kot avtor tega citata, zato ker dosti stvari še ne razumemo in ni prav, da se v bistvu postavljamo nad vse. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, vas tudi zdaj prosim, če imate kakšno vprašanje, da pridete na dan z njimi in tukaj v zaključkih bomo v bistvu pogledali tudi povzetke mnenj iz Mentimetra. Upam, da ste imeli čas, da ste kaj spomnili. Zdaj pa predajam najprej vam besedo. Bom tudi pogledala Padletu, če ste mi kaj napisali, pa da vidimo. Vidim, da imamo kar nekaj stvari že rešenih, super. Tako. Hvala, Sara, za to lepo predstavitev. Zdaj bi pa predlagal, da optimiziramo te odgovore na vprašanje na način, da najprej pogledamo
v ta tvojo aplikacijo, potem preberemo komentarje v slovenščini in potem združimo sobe in odgovorimo še italijanskim poslušalcem. Ok, a vmes je prišlo kaj vprašanje? Eno vprašanje je že v chatu, mogoče s tem začneš, Renata. Bomo mogoče sam najprej mnenja, pa grem potem na vprašanja. Lahko? Se strinjate? Saj mislim, da nisem bila predolga, sem zelo pazila na čas. Ok, Mentimeter, pa poglejmo. Evo, koliko pa lahko, vi to vidite, verjetno še ne? Moram deliti še enkrat. Moraš deliti. Evo, share. Se pravi, kako bi opisali metulje? Tule je v bistvu en tak test asociacij, ne? Vidite, da zelo veliko vas je napisalo, da vidite v metuljih barve, pisanost, nežnost, krhkost. Spomnite se na gosenice, da so bioindikatorji, da so na travniku pisani, da so povezani recimo z varstvom. Veliko je v bistvu tudi kakih recimo ogroženost, preobrazba. V glavnem zelo pozitivni komentarji, če lahko v bistvu to komentiram. Citizen science, se pravi, najbolj pa v bistvu to barvitost. Jaz bi rekla, da je raznovrstnost, diverziteta tista, ki nas pri metuljih najbolj nekako impresionira, da so zanimivi tudi. Glede samih vprašanj pa je tako, koliko vas pozna Brijanskega okrečka, recimo, da ga celokupno kar dobro poznate, se bolj nagibate proti tistemu, da rečem petki, končnemu odgovoru smo kar na 3,9. O Brijanskem okrečku ste nekaj slišali, poslušali po radiju, po televiziji, to je nekje tako na sredini. Se pravi, ni toliko mogoče prisoten razen, ko mogoče gre za obvoznico. Pa tudi moram reči, da glede same reintrodukcije sem tudi jaz kar precej stvari slišala in sem bila zelo pozitivno zadovoljna, da je toliko pozitivnega PR-ja zadaj. Mnogi veste, da je Brijanski okreček zelo ogrožena vrsta in zanimate se, kaj se dogaja v naravi blizu svojega doma, to zelo podpiram. In tudi vidim, da imamo tako poslušalstvo, ki ste tudi v svojem ravnanju do narave proaktivni, tako da v bistvu skoraj nimam kaj za izpostavljati, pa vam dodatno glede tega postavljati ogledala. Kako se vidi potem, je vse zelo, zelo super.